sem pripravljena res delati. Meni ni težko delati. Meni se zdi finančna pismenost ena najpomembnejših življenjskih veščin, ki bi jih nažalost, Moralo si imeti. Tako. On je rekel, koliko boš računala? Sem rekla, 100 evrov. Je rekel, 100 evrov? Na Danskem, za dansko reprezentanco. Je rekel, tukaj imaš 100 evrov. Ne rabiš pohiti. Poslovnega uspeha brez stabilne glave ni. Če bi bila denar oseba, ki bi zdaj prikorakala tukaj noter v ta prostor, kako bi jo tretirala? Lepo pozdravljeni v prvem podcastu Investitorka v Pradi s Katarino Matejčič v novem letu, januarje, in tokrat imam ravno pravo sogovornico za to, da bova skupaj postavili tudi nekaj ciljev za novo dobro leto. Z mano je Sara Isakovič, plavalka, dobitnica srebrne medalje, mama, partnerka, žena, zdaj pa predvsem zelo, zelo uspešna podjetnica. Sara, pozdravljena. Hvala lepa za povabilo. Najprej težko vprašanje. Kaj biti težje? Zelo vrhunski športnik, sploh plavalec, plavalka, ali uspešna podjetnica? Bom rekla, fizično naporno je definitivno bolj biti vrhunski športnik, je pa res, da so druge obremenitve v poslovnem svetu veliko bolj kognitivno sem utrujena od posla, zato ker seveda kot psihologinja zelo veliko dajem tudi te svoje energije in je naporno, je pa v bistvu bom rekla, da ko nekaj delaš z veliko ljubeznijo, nič ni težko. In tako kot sem zelo, zelo rada plavala, tudi danes rada upravljam svoj poklic in ne glede na to, da kdaj sem utrujena, tako kot vsi ostali, znam tudi najti načine in tehnike, kako si pomagati takrat, poskrbeti tudi zase. Ampak najlepše je pa, ko to svoje poslanstvo res še enkrat delam z vsem srcem in z veseljem vstajam vsako jutro, ni mi nikoli težko, grem tudi kdaj čez, da ustrežem nekomu in pomagam. Kaj pa delaš raje? Si raje vsak dan zjutraj skočila v mrzlo vodo ali vsak dan zdaj zgodaj vstaneš zato, da greš stranki k nekemu posamezniku na delavnico, na sestanek ali pa moraš neke administrativne neprijetne stvari početi? Veliko lažje je to vse drugo. Početi, kakor skočiti v vodo, in priznam, da zdaj na tej točki v življenju ne bi vstajala 4:40, da bi 20:05 skakala v vodo. To mi niti na misel več ne pride. Sicer mi je odgovarjala ta jutranja rutina, zato ker kot vrhunski športnik si tako zgodaj vstal, naredil res kvaliteten trening in te je to nekako pripravilo za cel dan naprej in se že recimo ob 7 zjutraj, pol 8 zjutraj res dobro počutil. Pa pol dneva je bilo že za tabo. Ampak glede na to, da imam majhnega otročka, zdaj vsako minuto spim, če se le da, tako da tudi ne ostajam več tako zgodaj, ampak tam okoli 7. Rekla si, vstajala si ob 4:40, si že zelo majhna vedela, da želiš biti športnica, sploh recimo plavalka. Si vedela, kaj vse to s sabo prinese, torej tudi vstajanje tako rekoč sredi noči? Vedela sem, da bom en dan nekje plavala v teh vodah vrhunskega športa. Seveda sem vzljubila plavanje kot majhna punčka, zato ker je bila moja mami trenerka in nekako me je življenje vrglo v bazen in potem se nisem poglabljala v nobene druge športe in zato sem se tukaj znotraj teh voda razvijala in posledično tudi starejša, ko sem bila, večje sem imela ambicije, cilje, želje, vizije in tudi ostala v tem športu. Tako da priznam, da je bila tudi ena taka naravna progresija tega mojega razvoja, noben me ni silil v to, noben nikoli ni pričakoval kaj od mene, sama sem si vedno zastavljala te cilje in ker sem bila borbena, tekmovalna, sem se tudi želela dokazati na nek način, imam brata dvojčka in sem tukaj tudi razvila to tekmovalnost. In si ga premagala? Premagala v plavanju na koncu res, v življenju je pa tudi on uspel, tako da. Sem imela srečo, da sem imela dobre ljudi okoli sebe,
ki so mi tudi pomagali se razviti v to vrhunsko športnico in vztrajati do tega 26. leta. Potem sem pa zaključila. Začela si zelo mlada, rekla si, bila si na pol potisnjena v to, ker je bila logična izbira zaradi mame, pa vendarle plavanje nikakor ni nek MBA ali pa nogomet na zelo visokem nivoju. Je plavanje nek šport, za katerega bi se nekdo odločil zaradi denarja, se da od plavanja živeti, ali je to šport, kjer so v bistvu starši zelo dolgo glavni financerji? Ja. Starši so ključni tukaj, dokler ne prideš v reprezentanco in potem seveda dobiš plačane tekme, priprave, dobiš tudi opremo, ampak več od tega pa ne. Tako da definitivno ne greš v plavanje zato, da bi kaj zaslužil. Mi smo komaj da dobili par 100 evrov na veliki tekmi, kjer si mogel skupaj zbrati seštevek točk in zmagati v večjih disciplinah, da potem na celem tekmovanju si ti razglašen kot najboljši plavalec tekmovanja in to je znašalo 500 evrov. Maksimalno. To govorijo za Slovenijo. Ali za mednarodne tekme? Tudi za mednarodne tekme. Zdaj je ta budžet, takrat, ko sem jaz plavala 20-25 let nazaj, je bilo toliko. Zdaj na svetovnem nivoju, če so kakšni svetovni pokali, se je dvignila ta nagrada mogoče na par tisoč evrov. Noben od nas, mogoče razen Michael Phelps, takrat v tisti dobi, ko je osvojil 8 zlatih olimpijskih medalj, da res lahko reče, da živi od plavanja. Mogoče sigurno kakšna Kitajska, v Avstraliji tudi, če dobro poskrbijo za svoje plavalce, v Sloveniji pa mi štipendij nismo dobili takrat, ko so bile obljubljene, kaj šele nagrade za svetovna prvenstva, evropska prvenstva. Nič od tega nikoli ni prišlo na naš račun. Ampak pol, ko si že bila zelo vrhunska, od kod sploh v plavanju prihaja denar? Nekaj si rekla na tekmah, torej so nagrade, verjetno so tudi s časoma neki sponzorji, da zveza kaj, da država kaj, sploh za kakšno medaljo. Kaj so tisti ključni viri, ko lahko vsaj približno računaš na njih? Ja, Bolj malo. Za nas je bilo velik privilegij na eni točki, da smo dobili zaposlitev, nekateri pri vojski, jaz sem dobila pri policiji in to je bil en tak reden dohodek, ampak lih toliko, da si imel za malo večjo žepnino. Kaj pa sponzorji recimo so? Ja, niso, ne. Zame so bili sponzorji zainteresirani, ko sem osvojila olimpijsko medaljo in takrat so se zagrebali v smislu, da bi radi delali kakšne promocije z mano, reklame, ampak kaj se je zgodilo je to, da jaz sem takoj po Pekingu šla v Ameriko študirati in v Ameriki še takrat, če si bil ti v smislu sponzoriran štipendist, da si dobil polno štipendijo na Univerzi Berkeley, tako kot sem jo jaz, nisi smel imeti komercialnih sponzorjev. Absolutno ne, 0. In jaz sem se mogla takrat prav vsemu odreči. In zbrala študij, ker seveda so mi pa v Ameriki plačali $250,000 za 5 let Berkeleyja in to je bila v bistvu zame največja nagrada, ki sem si jo prislužila skozi plavanje. Ja. Ampak dajva vsem povedati, dobila si srebrno medaljo. Ja. To je bila po koliko 30 letih prva slovenska neka medalja sploh, kar smo nekaj dobili. V plavanju je bila prva. In še danes je prva olimpijska plavalna medalja. Je pa res, da odkar smo samostojna Slovenija, dobivamo olimpijske medalje in sigurno tam v povprečju 3 do 5 olimpijskih medalj na olimpijado. Kakšno olimpijado je bilo še več. Ampak ja, 2008 je bila moja prva plavalna. In koliko je bila finančno vredna? Verjetno si dobila nekaj denarja, vendarle tudi, če ne gledava zdaj teh širših vplivov, recimo Berkeley in podobno, če samo ta medalja, koliko zdobila? Še danes nisem dobila. Joj. Ja. Tako je, v bistvu, mi smo podpisali, preden smo šli na olimpijske igre, pogodbo s plavalno zvezo. In pisalo je noter v pogodbi, da če osvojiš srebrno olimpijsko medaljo, to znaša 30,000 evrov. Pri meni je bilo tako, da sem dobila 10,000 evrov takoj, pa
naslednjih 10 čez 4 leta, ko se je pritožila moja mami. Hvala za mami. 10 pa še čakam. 17 let. Torej, glavna nagrada je bila v bistvu vpis na fakulteto z polno šolnino. Tako. Če tako Zame pogledamo. to sem si jaz prislužila z mojo olimpijsko medaljo. Ja. Si torej že takrat vedela, da je v bistvu vpis na univerzo neke vrste investicija za vse naprej in da je v bistvu medalja bila ta kapital, ti pa si ga seveda na Berkeleyju plemenitla. Tako. Ja, jaz sem kot mlada punca že zelo zgodaj vedela, da bom študirala v Ameriki. Enkrat, ko bom zaključila srednjo šolo in sem se dobro tudi zavedala, da ta študij ogromno stane. In če bom jaz uspela držati svoj nivo plavanja na vrhunskem nivoju, obstaja večja možnost, da bom tudi tam dobila štipendijo. Seveda z mojo olimpijsko medaljo, sem si pa omogočila polno štipendijo. In to je velik, velik privilegij. In sem še danes hvaležna za to, ker se zavedam, da nekateri študentje sami vzamejo kredite, celo življenje odplačujejo ta kredit. Še danes se to dogaja v Ameriki, kjer tudi še službe iščejo in ni nujno, da službo sploh najdejo, tudi po zaključeni izobrazbi. Jaz sem pa v bistvu prišla, vse je bilo plačano in odšla. Kaj, če slučajno medalje ne bi bilo? Si imela plan B? Kako bo tvoja študijska pot izgledala? Rekla si, vedela samo naprej, hočem v tujino, hočem v Ameriko. Kaj recimo, če ne bi bilo medalje? V bistvu je zanimivo to, da sem jaz podpisala polno štipendijo z Berkeleyjem, še preden sem osvojila medaljo. Jaz sem oktobra 2007 že podpisala, da bom v jeseni 2008 se pridružila plavalni ekipi na Berkeleyju, ker v bistvu zakaj sem jaz dobila to štipendijo, ker sem še vseeno plavala za ekipo na Berkeleyju. Mi smo tekmovali s celo Ameriko in smo zmagali tudi trikrat v 4 letih, to NCAA prvenstvo. In oni so mene v bistvu rekrutali kot mednarodno uspešno plavalko. Potem sem pa jaz še s tem bonusom z medaljo prišla na Berkeley. Tako da jaz sem vedela, da s tem vrhunskim nivojem, kar pomeni top 8 na svetu, že dobim polno štipendijo. Ja, to pa, da sem prišla z medaljo, jih je pa samo še toliko boljše. Ja. Torej, Berkeley je rekrutil tebe, si imela še kakšno drugo opcijo, si razmišljala še v kakšni drugi univerzi, ali imajo pač tako dober plavalni program, da je bil to jasna izbira? Ja. Jaz sem imela vedno željo iti na Stanford. In to je bila neka želja, iti na Stanford. Je pa res, da sem imela 2 slovenska plavalca, Jernej Godec in Damir Dugonič. Ona sta bila tudi reprezentanta takrat, v bistvu moja kakor 2 brata, s katerim smo hodili na priprave in tekme, že na Berkeleyju. Jernej je bil 3. letnik, Damir Dugonič je bil 1. In v bistvu nisem imela nobene druge izbire, ker sta one 2 mene predstavila trenerki na Berkeleyju in rekla: Teri, tole je Sara, Sara, tole je Teri, poskrb, da gre Sara na Berkeley. In sta v bistvu, smo spakirali kufre in jaz, ko sem se preselila v Ameriko, sem šla z njima na avion. Ker sta si oba 2 res želela, da me pripeljeta v to okolje. Meni je bilo pa seveda veliko lažje, ko sem imela že 2 domači osebi na kampusu. Rekla si, ni bilo prav veliko denarja oziroma skoraj da nič, pa vendarle si imela takrat kakšno pomoč v smislu upravljanja, saj s tem denarjem, ki si ga dobila, imela si starše seveda, ampak a je za športnika, sploh če je malo več denarja, kdo v ozadju, ki mu pove, kako naj s tem denarjem, ki mu pove, da to ni večno, v športu je še dodatno, lahko poškodba danes, jutri ne. Je kdo, ki skrbi za mlade športnike, tudi da razmišljajo malo dlje kot recimo od naslednjega treninga? To bi bilo ključno. Jaz mislim, da danes je kar nekaj takih ljudi in zastopnikov in menedžerjev, ki pomagajo športnikom. Za plavanje ne poznam nobenega. Pri plavanju še danes nobenega ne poznam. Ker ni denarja ali ker... Ker ga tudi ni, ker ni denarja, ker ni interesa, ker kaj pa boš upravljal z 600 evri?
Ne vem, komaj plačaš neko sobo, rento, malo hrane, da za zraven. Tako da, ja, ni interesa. Zdaj pa vem pa, da pri drugih športih, kakor je nogomet, pa košarka, pa verjetno kakšen hokej, pa ne vem, pri atletiki tudi se že kaj odvija ali ne. Tam definitivno so ljudje. V mojem času, 20 let nazaj, ni bilo čisto nobenega, tako da so pri meni moji starši meni pomagali v bistvu tudi nalagati na račun, pa investirati kdaj v kaj, mislim, lih toliko, da ni denar stal na mestu. Rekla si, da si od nekdaj si želela iti v Ameriko. Si tudi že kot športnica razmišljala, kaj boš potem, ne? Šport je, nažalost, svet, kjer se upokojiš, ko ostali še niti začnejo ne delati, ne? Ti si se upokojila pri 26, to je težko sploh reči upokojitev, ne? Ja. In mene vedno preseneti, ko so kakšna svetovna prvenstva seniorjev, kdaj že si pri seniorjih, ne? Ja. Tako da pač šport ima zelo posebna pravila in si razmišljala vnaprej, rekla si, nikoli si nisi želela biti trenerka, torej je treba nekaj drugega najti. Si, Sara, z medaljo razmišljala, ok, zdaj grem na Berkeley, potem bom pa to, pa to, pa to. Očitno si imela zelo jasne cilje do Berkeleyja, ali si jih imela tudi po Berkeleyju? Ja, jaz sem zelo imela jasno vizijo, da si želim študirati. In na Berkeleyju imaš srečo, da ko prideš kot freshman na kampus, ni treba takoj določiti, bom rekla, tematike, področja, v katerem boš ti diplomiral. In imaš prvo leto možnost raziskovati, kaj tebe vse zanima, in jaz sem vzela kar nekaj predavanj psihologije in kmalu spoznala, da je to ena res moja velika ljubezen, in do svojega 5. letnika, ker nam športnikom dajo 5 let na voljo. Namesto 4. Namesto 4, ja. V bistvu sem jaz rabila 4 leta pa pol, zato ker sem vmes še za en semester prišla domov trenirati pred eno od olimpijad. Pa po olimpijskih igrah 2012 sem šla še eno leto nazaj na Berkeley zaključiti študij. No, in jaz sem imela to možnost raziskovati, se zaljubila v psihologijo in kmalu določila to svojo smer. In zelo jasno mi je bilo, da bom ostala na tem področju. Seveda sem si pa želela po zaključku študija tudi ostati v Ameriki in sem si zrihtala sama sebi službo v San Diegu in nadaljevala na področju nevroznanosti in nevropsihologije. Zdaj pa tukaj sem bila študentka, tukaj sem bila pa zdaj že kot raziskovalka v laboratoriju, kjer sem bila del fantastične ekipe, kjer smo raziskovali prav strukturo in funkcijo možganov in ugotavljali, kaj so tiste značilnosti v človeških možganih, ki ti pomagajo, da si bolj psihološko odporen na stres. In sem bila presrečna v bistvu, da sem šla iz Berkeleyja, potem še za 1 leto in pol v San Diego. Ja, in sem tam tudi delala za $1000, tako da lih toliko, da sem si lahko privoščila en majhen studio. Je kar drago življenje v Ameriki. Si takrat še plavala ali takrat je bilo že konc? Ne, takrat je bilo že konc, ja. Torej, ljubezen do psihologije se je v bistvu razvila naknadno, nisi imela tega že od nekdaj. Tudi to se je bolj zgodilo podobno kot plavanje. Ja, bom rekla, da mene psihologija je fascinirala, zato ker sem jaz zelo rada eksperimentirala s svojo glavo, s svojim umom, in sem se zavedala, koliko je pomembna glava v vrhunskem performancu, ker jaz rabim, ko se pojavim vsak dan na treningu ali pa čez vikend na tekmi, rabim poskrbeti, da je moje notranje stanje stabilno, prizemljeno, prisotno, da uravnavam svoje misli, da znam na zdrav način interpretirati dogodke, ki se znotraj mene dogajajo, recimo, ko me preplavi strah, napetost, tenzija, anksioznost. In sem že to delala od enega 16. leta naprej. V bistvu se učila, kako trenirati svojo glavo, zato da bom lahko iz dneva v dan čim bolj vrhunska. Pa pisala dnevnike, pa meditirala, pa vizualizirala. Tako da nam rekla, da sem sam pa šla na Berkeley pa rekla, psihologija, ampak je bilo kakor, ja, sej jaz to kapiram. Vse to, kar delam, je v bistvu psihologija. Ja, tako, hvala. Kako ti pa psihologija pomaga pri razumevanju poslovnega sveta? Tako sebe kot podjetnice, stranke, ko greš recimo na sestank,
te, ki jih imaš na delavnicah in predavanjih, ti pomaga razumeti ne samo sebe in se včasih zresetirati, ko si ali slabe volje, ali živčna, ali napeta, ali karkoli, ali pa prestrašena, ampak tudi recimo razumeti ljudi na drugi strani. Ja, primarno je pomembno, da sebe razumeš, zato da imaš sploh neko zavedanje, kaj se tukaj noter dogaja. In če se sebe zavedaš, je večja verjetnost, da boš lahko prepoznal, kaj se dogaja v telesu druge osebe in s tem tudi lahko pokazal večje sočutje, empatijo. Jaz recimo, če razumem, kako funkcionirajo možgani, kako me ugrabijo, kako me kdaj preplavi kakšna negativa, kako si lahko zabetoniram neko čustvo močno v telo, bes, jeza, frustracija. Jaz, ko vidim človeka, ali na delavnici, ali to sestanek, ali kdorkoli je, ali nekdo pride, ki rabi mojo pomoč in je prekrit s to negativo, ga je en tornado, vihar ga je ugrabil, en cunami ga je preplavil. Jaz čutim ogromno sočutja. A rečeš, da je gospod Jože, deva bova zdaj parkrat skupaj vdihnila pa izdihnila, bova šla na najin happy place. Ne zgleda čisto tako. Je pa res, da imaš kakšno tehniko, ki jih sprostiš, recimo. Absolutno. Če pride nekdo tak, ki je res čist agresiven, napet, težko se bo z njim kaj zmeniti. Se strinjam. Ima neko bariero pred sabo, je v bistvu negativno nastrojen. Imaš kakšno tehniko, mogoče ne, da se bi on niti zavedal, da ga ti sprostiš, omehčaš in pripraviš, da bo bolj dovzeten za to, kar mu ti predstaviš. Zdaj, na vso srečo, nikoli nisem imela individualnega klienta, ki je prišel pred mano, bom rekla takole, kakor sva midve zdaj, tako nastrojen. Zato, ker tisti, ki pridejo do psihologov po pomoč, bom rekla, se že kar nekako vejo, zakaj so tam. Vejo, zakaj so tam, predajo se, samo si želijo pomoči in so tudi pripravljeni veliko deliti. Zato, ker so prišli že do neke točke, kjer od tukaj naprej ne gre več tako. Ko sem pa recimo v velikih predavalnicah, pa kdaj čutim neko napetost in tenzijo, skeptičnost. To se vidi po mimiki obraza, govorici telesa. Nekateri ljudje tudi nimajo, bom rekla, toliko sončnih obrazov, seveda, ne vem, kaj se vse dogaja za kulisjo, ampak kakor sem rekla, jaz to vem, da to niso oni. Pač noben se tak ni rodil. Oni so se pač znajdeli v nekem stanju. In zdaj, če je več ljudi, pred mano, jaz vidim, da je nekaj, sem nam rekla, ne je volja, ampak kdaj kdo kje rab sedeti, zato ker je pač firma organizirala predavanje. Pa noče biti tam. Pa recimo noče biti tam, večina hočejo, pa si želijo znanj, pa so odprti do tega, nekateri pa ne. Zdaj, jaz bom rekla, da znam sprostiti prostor zelo dobro s tem, da navežem stik s publiko, da zelo hitro preklopam na neko globje čustveno tematiko, ki se jih tako gane, tako hitro, da si vsak zamisel pa reče, tole pa res pomembno, brez tega pa ne gre. Nič ne gre, življenje ne gre, odnosi ne grejo, zdravje ne gre, produktivnost, učinkovitost, uspehi v službi, nič ne gre. In v bistvu, ali pa tudi kdaj skozi humor, seveda rada imam humor, pa da se malo nasmejejo, prej ko se nasmejejo, bolj se sprostijo, ponavadi pa neka napletena zgodba, ki jih takole postavi pred steno. Pa reče, ali v to smer, tisto izredno destruktivno in čakajo te takšne posledice, ali pa se malo prebudimo, ozavestimo stvari, ki nam ne koristijo in zbiramo novo pot. Zelo simpel, psihologija je izredno preprosta, izredno praktična. Samo treba je vzpostaviti navade, ki človeku pomagajo malo bolj uravnavati tale notranji svet, ki se znajo tako močno zaciklati v neko realnost, ki ni nujno resnična. Ampak da prideš do tega, rabiš več ozaveščanja, več budnosti, zato da sploh prepoznaš, kaj se v tebi dogaja. Lepo si rekla, tisti gospod se ne zaveda. Ne zaveda se pa, zato ker mu te centri v možganih ne delujejo.
In verjetno so te potem na koncu predavanja najbolj zadovoljni, Ja, znajo ker je biti. največja razlika od tega, kako so prišli in kako grejo. Ja, jaz tako rada verjamem, ja. Pa pridejo do mene, pa se zahvalijo, pa vsak pa reče, joj, to rab moja hčerka, pa moj sin, pa moja žena. Cela familija. Cela familija. Tako da, ja, obstajajo tehnike in načini, ampak bolj ko je pristno, bolj ko je avtentično, bolj ko je iskreno, so vsi zraven. Zdaj sva malo povedala, kaj ti psihologija da pri poslu, kaj ti pa je šport pustil zdaj v tej poslovni karieri, ali neko disciplino, red, natančnost, odločnost, iti tudi kdaj čez nekaj, kar res ni lahko. Kaj je recimo tisto, kar te je kot športnico zaznamovalo in ti zdaj zelo pomaga v poslovnem svetu? Ja. Vse to, kar si naštela, definitivno. Jaz bom rekla bolj to, da sem pripravljena res delati. Meni ni težko delati. V smislu, ne zdaj preveč, ne pretiravam. Vsak ve, da si določimo meje, kako to izgleda, do kakšne mere, da ne pride do neke prevelike obremenjenosti, dolgoročno, ogromno izgorelosti danes. Ne pogovarjamo se o tem. Ampak o tej disciplini, da če jaz hočem res dobro deliverati, jaz rabim biti dobro pripravljena. In to pomeni ure in ure vaj in zapiskov in študiranja materijala in napletanja nekih zgodb, kako bom jaz nekaj predstavila. In priznam, da mi gre to dobro, da nimam problema s tem, da sedim in da sem produktivna. Ne iščem izgovorov, da jaz to ne bi znala, ne odlašam jutri. Ne, to pri meni ne obstaja. Pri meni to sploh ne obstaja. Jaz to sploh ne poznam, jutri bom. Razno, če ni res neke prioritete, da danes ne bom. Potem to, da sem izredno fokusirana, da v kratkem času ogromno znam narediti. Poleg tega, da sem izredno sigurna vase, imam ogromno samozaupanja, da tudi kdaj, če pa nisem toliko pripravljena, kakor bi si želela, ker je zmanjkalo časa, pa zaupam, da bom jaz s tem znanjem, ki ga imam danes, in z mojo neko prezenco ustvarila tisto, kar tisti dan rabim ustvariti. In se ne sekiram, da bi, ne vem, da bi bila živčna, kaj pa če ne dobro, kaj pa bojo rekli, pa nisem čist ready, pa joj. A sploh imam kakšno zgodbo v glavi? Ne. Jaz se usedem, zadiham, preden grem na oder, si dam neko namero, da se pojavim v pristni, avtentični luči in da z mene bo prišlo ven vse tisto, kar rab prideti. In tudi to zaupanje mi ogromno, ogromno pomeni. In mi prav pride. Seveda pa zraven še vse te mentalne veščine, kako ohranjati miren, stabilen živčni sistem, da ko pridem pred publiko, da imam globok, miren glas, stabilen glas, da je moja govorica telesa, mimika obraza pozitivna. Res tisto obvladovanje samega sebe, zato da lahko izpelješ najboljši možen performance. Da sebe čutim, da sem sama sabo, da začutim publiko in kot vrhunski športnik ti rabiš biti skozi v stiku sam sabo. Ta najboljši. Da se res razumeš. In bolj, ko se spoznavaš, bolj, ko se razumeš, veliko lažje deluješ. In meni, bom rekla, zdaj, to je današnja realnost. 7 let nazaj, ko še nisem dobro govorila slovensko, ker nikoli nisem hodila v slovensko šolo, mi je predstavljal jezik izziv. In še vseeno sem rekla, nima veze, kakšna beseda bo v angleščini, par v slovenščini, razumeli se bomo, vedela sem pa, da rabim izkušnje in vaje in nabirati ta besedni zaklad, da bom čez nekaj let pa že deliverala tako, kakor se zagre. In tiste publike, tistim se zahvaljujem, ker ste me poslušali. Še prej, da ne bilo perfekt. Še nisem perfekt. A je kdaj perfekt, ali ni? Važno, da poskušamo približati temu, pa vedno je še možnost za izboljšavo. Tako da vse to. Torej si delovna, se znaš se postaviti in vse to, seveda pa s poslom pridejo tudi stvari, ki niso odvisne samo od nas in naše
čustvene stabilnosti. Kaj je bil pa recimo zate finančno največji izziv do zdaj v poslu? Ali kako postaviti svojo ceno, ali kako sploh voditi finance, kako mesec z mesecem nekako speljati in se štrikati. Kaj je recimo bilo do zdaj najtežje čisto finančno gledano? Ja. Glede na to, da pa nisi strokovnjak za finance. Absolutno ne. In si želim biti, želim si... Se učiš tudi tega? Se učim tudi tega, zelo pomembno. Meni se zdi finančna pismenost ena najpomembnejših življenjskih veščin, ki bi jih nažalost, moralo si imeti. Tako. Tako je. Čisto na začetku imam še danes istega partnerja in mojo veliko ljubezen, ki je verjel vame in v samem začetku on mene finančno podprl, da sem jaz lahko zaštartala svoj biznis. Ali je to pomenilo spletno stran si ustvariti, ali sem rabila neke materiale, ne vem, ali sem rabila prostor, se pravi pisalno mizo, pisarno, tako da je on meni tukaj res ful pomagal. Potem pa, ko sem jaz začela predavati, pa začela tudi služiti, priznam, da to, kar si omenila, postaviti neko ceno zase, je bil velik izziv. Ker sem tam od enega svojega 25. leta, po koncu faksa, pa do 30. vse delala zastonj. Zakaj? Tudi zato, ker sem rabila izkušnje, ker sem rabila se natrenirati, ali je bilo to z otroci na bazenu po tleh, ker sem talala papirje, pa smo tam delali. Si pa vedela, da je to investicija za naprej. Ja, hvala lepa, vedela sem, da je to tako. Vse, kar sem počela, meni reče, ti si živela na Norveškem 1 leto, pa delala zastonj. Rekla, ja, tako je bilo. Tistih 800 evrov, ki sem dobila plače, sem plačala lih sobo, pa malo sem imela še zraven. Ampak absolutno, investicija za naprej. No, in potem, ko sem prišla v Slovenijo, sem pa rabila nekako si postaviti neke cene. Se jaz cenim svoj trud. Ogromno dam, si zaslužim tudi služiti. Ampak sem pa rabila tudi support svoje družine in svojega brata, dvojčka, ki me je vedno poširal in rekel, koliko boš računala? Sem rekla, 100 evrov. Je rekel, 100 evrov? Na Danskem, za dansko reprezentanco. Je rekel, tukaj imaš 100 evrov, ne rabiš sploh iti. Tako da sem imela ljudi okoli sebe, ki so me znali spodbuditi k temu, da postavim malo višjo ceno, tako kot imajo drugi strokovnjaki. Torej, da si se zavedala svoje vrednosti. Tako, in sem jo rabila tudi oceniti, koliko to je. In sem vesela, da sem prišla do te točke, zdaj pri 37 letih, da tega zdaj izziva si več. zadovoljna s ceno, ki jo postaviš. Seveda. Zato, ker res se zavedam, koliko dam. In to so tudi neke cene v mejah normale, to, kolikor se v Sloveniji plača za nastope, za delavnice. Še zelo veliko stvari naredim brezplačno. Ampak to je zato, ker jaz hočem iti kdaj tudi z mirno dušo spat, da šola, ki me je rabila, športen klub, ki me je rabil, pridem, dam, vse dam, samo zato, ker vem, da nimajo, ampak si tega znanja tudi zaslužijo. Tako da tukaj noter nek manevriram. In sem zdaj že bom pa rekla, da kakšnih drugih finančnih izzivov pa nimam. Kaj pa sicer recimo do zdaj največja napaka, ki si jo naredila v poslu in pa najboljša poteza, ki si jo potegnila do zdaj? Jaz nikoli ne gledam stvari kot napake. Ker Učna ura. Res je, ampak res je tako. Rabiš iti skozi to učno uro, zato da vidiš, kaj ne in kaj ja. In zame je bila v bistvu največji izziv to, da znam postaviti te meje, pa da rečem, sem na voljo, ne, nisem na voljo. Takšen projekt takšen projekt ne. No, in na začetku je bilo vse, vse vsak mu temu vsem ja. No, zdaj sem prišla do te točke, kjer lahko jaz zbiram te svoje projekte, v kaj bom vlagala čas in trud, ker priznam, da ko sem vsem rekla sem se res trošila.
Pa tudi kdaj sem se usedla zelo prazna v ta avto in se odpeljala domov. Ker sem vedela, da to ni moja publika, to ni moja publika. Čutila sem, da hočem delati z ljudmi, ki si želijo pomoč. In s takšnimi, ki imajo vizije in cilje in ambicije in si želijo napredka in želijo delati na sebi. In takih je ogromno. In raj tistim dam ful več, kakor pa, bom rekla, kategorijam ljudi, ki so tako, Ja, če noče samo, ne ki moreš jim tudi ti s- ki jim je pomagati. vseeno. Ja. In potem, ampak ja, recimo, da je to bila ena taka največja, najpomembnejša izkušnja, ko sem to rabila dati skozi, da rečem stop. Ne, na takle način tudi ne bo šlo več naprej, ker sem utrujena, ker se izčrpavam. Tole me pa izpolnjuje, pa me fila. Kaj pa torej najboljša odločitev? Najboljša odločitev. Mogoče ravno to, da si postavila mejo in Ja. rekla samo še s tem dela. Ja, to recimo sem danes na tej točki. V bistvu še 2025 zaključujem. 2025 se mi zdi, da zaključujem zdajle res eno veliko obdobje, zdajle v letu 26, pa se zavedam, da je čist novo poglavje. In sem vesela, da prav v bistvu sem zaključila. In zdaj imam nova In je vrata. boljše leto, torej 2026. Absolutno. Odlično. Najboljše do zdaj. Okej. Najboljše do zdaj. Kako pa vseeno v poslu, kdaj pride kakšno razočaranje, zavrnitev, neuspeh, ne vem, kakšen projekt ne gre tako, kot smo si zamislili. Kako se spopadaš s tem? Običajno se vrhunski športniki bolje spopadajo z neuspehom kot mogoče kdo drug. Je morda tudi tlele nek plus, da če kdaj pa ne gre čist tako, kot bi si želela, da te to manj gane, kot mogoče koga drugega. Sigurno. Mene sploh ne gane, ker jaz vem, da bo vedno nova priložnost. In da če že nekaj ni šlo skozi, tudi ni šlo skozi zato, ker nismo dobro premislili projekta. Jaz lahko snemam cel masterclass, 5-6 urni, 10 urni masterclass. Pa če ni potrebe po tem masterclassu, zakaj bi jaz to snemala? Sam ja, produkt je bil že narejen, probavali smo ga prodajati, ni šlo najbolje, zdaj vemo, da naslednjič je treba preveriti, kaj se dogaja na trgu, a so ljudje sploh za, ali to tematiko hočejo, ali jo rabijo, ali ne. In se drugače tudi lotiš projekta. To je bil recimo en tak primer, ampak Spet odzameš kot šolo. seveda, oziroma učno ja, uro, kot sva rekli. tako. Sploh se ne sekiram. Če je kakšna zavrnitev, pa kaj? Mislim, da zdaj, veš, kako je. Zaenkrat je še ni bilo, v bistvu imam toliko povpraševanja, da sploh. Sem videla, da imaš čakalno vrsto in da se moraš vpisati. Res, jaz bi rabila 20 sar, da bi sploh lahko oddelala vse tisto in sem zelo, zelo hvaležna. Kot da Izredno glej, sem- enkrat višja cena, ne? Mislim, Ja, ne to- enkrat višja, ampak enkrat boš mogla očitno To mi postaviti tudi tudi pravijo. višjo ceno, ker pri storitveni dejavnosti, pač kot si rekla, mi, ki delamo take stvari, ne moreš biti na 10 koncih Ne v moreš. istem času. a Ne ne? moreš. In je nemogoče, da to rata neko milijardno podjetje, ker pač si ti sam za Ja. to. Ne? In nikoli ni nekdo drug, ki tam stoji in predava ti. Ja. Ne moreš se. Ja. Laj bi bili kot gremlički, ki jih polijaš, pa se grejo na 2 dela, pa jih polijaš, ampak nažalost ne gre. Tako da pol je samo še višja cena, naslednja To mi opcija. pravijo, ja. To sem tudi že slišala. Koliko je glava in neka trdna psiha pomembna tudi za finančni uspeh? a Ne? Jaz, ko se ukvarjam s finančnim pismenjevanjem, velikokrat potem vidim vse možne reklame, da bojo z nekimi pol-soft tehnikami, samozavesti vplivali na njihov finančni uspeh, predvsem pa tudi na investiranje, predvsem brez nekih dejanskih investiranj, a ne? Kar je težko dobiti, a ne? Tako kot težko zadeti na loto, če ne kupaš loto srečke. Ampak vendarle, recimo, da imaš nek posel, imaš idejo, imaš produkt, storitev, koliko ti tudi tle pomaga psiha, da dejansko to uspelaš do konca, tako kot ne vem, smučarji na štartni Ja. ki zapiska, se požene in če pač ni v glavi čist trd, druga vrata ven. Ja. Tudi v poslu je lahko. Torej, koliko je pomembna glava tudi za poslovni uspeh?
Izredno pomembna. Mislim, za poslovni uspeh, zdaj, dobro, mislim, da sva zelo bolj napeljali na tematiko samih financ, ampak pač poslovnega uspeha brez stabilne glave ni. Brez vizij, brez ciljev, brez plana, brez strategij, brez psihološke odpornosti, da iz dneva v dan uravnavaš vse te stresne faktorje, da znaš komunicirati z ljudmi, da si sam kot vodja čuječ, odporen, iznajdljiv, fleksibilen, glede na vse tisto, kar se dogaja. Tako da mehke veščine absolutno številka ena. Kompetence izredno pomembne, znanje je pomembno, ampak tako se mi zdi, da znanje in kompetence zelo težko izpeljemo, izvedemo, če nismo čustveno stabilni. Ti imaš lahko nekoga, ki ima vse te produkte, bi lahko na neki točki tudi investiral, ima neke ideje, kako bo s financami ravnal, samo kaj čustveno ima izredno slab odnos do samega denarja. Nekateri ljudje, sama dobro veš, a ne, enkrat sem poslušala podcast, zdaj sem res pozabila kdo, ampak samo to sem se zapomnila, ker je rekel, če bi bila denar oseba, ki bi zdaj prikorakala tukaj noter v ta prostor, kako bi jo tretirala? To osebo. Eni ljudje bi skočili na to osebo, ta denar, pa se bi ga držali, pa oklepali, pa dušili, da ne bi nikamor šel, ker so, tako pohlepni ali pa, tako v strahu, da ga ne bojo zdaj izgubili. In potem posledično, ne glede na to, koliko imaš ti nekega znanja, se ti tistega držiš. Nekateri bi ga zanemarjali, ignorirali, zlaufali stran, ker jim je neudobno, neprijetno, neznano, tuje. Nekateri bi Kaj je torej prava rešitev? Kaj, gremo na kavo s tem človekom? Gremo malo pominglet. Mislim, vedno je, glede na to, da je to odnos, kakor s katerokoli drugo stvarjo v življenju, seveda je fino, da če ta oseba pride noter, da je dobrodošel, s spoštovanjem, z neko, bom rekla, tudi neko svobodo, da lahko pride in gre. In jaz verjamem, tak odnos imam jaz. Jaz bi bila vesela, izredno, izvoli, dobrodošel, usedь se, ampak z neko varnostjo, stabilnostjo, da zaupam, da tudi če gre, pride še kdaj nazaj. Tako. Če si prijazen, tokrat bo prišel še kdaj. Tako, ne pa da jaz zdaj kontroliram, kam je šel, kaj dela, veš, vsak korak. Ali pa da se ga oklepam, ali pa da ga zanemarjam. Tako da ljudje bi res rabili tudi na tem področju se malo bolj poglabljati v te svoje tudi otroške vzorce. Kaj mi je bilo predstavljeno, kako so se doma pogovarjali o denarju, kakšna imam jaz prepričanja o denarju. In jaz res verjamem, da če je to nek varen, stabilen, prijazen, spoštljiv odnos, z vero, da bo prišel nazaj, da tudi kdaj gre, pa investiraš, bo nek return on investment, nekaj se bo dobrega zgodilo, bo tega obilja dovolj. Seveda, je treba imeti nek kapital, ga zaslužiti, vlagati, bom rekla, v svojih zgodnjih letih, v razvoj nekih kompetenc in veščin, da ti lahko res pri 26 letih rečeš, jaz sem ready za life, jaz imam vse. In s to samozavestjo potem gradiš naprej. Zdaj pa, če sem jaz bluzila do svojega 26. leta, sorry, ne bo pa to kar tako prišlo. Razen, če imam srečo, da so mi starši, ne vem. Ja, ali pa slučajno neka ideja slučajno rata milijonska. Ja, recimo, ampak to je res, res redkost. Tako da, treba se tudi na tem področju vprašati, koliko se jaz počutim varno, ker se gre res za varnost. In če se ne počutiš varno, da tudi če, zdaj ljudje mislijo, počutiš se varno takrat, ko imaš ful denarja. To sploh ni res. Tisti so lahko izredno anksiozni, da bojo izgubili. Absolutno. Da bojo izgubili ta denar ali pa bi hočejo še in še in še in še in še. Varnost ti čutiš v sebi noter, to je stanje, tvoje stanje. Tudi ko ga je veliko,
ali pa ko ga je za začetek malo manj. Ampak verjameš, da Da s bo trdim prišel delom, nazaj. trudom, res je treba nekaj narediti, to hočem reči. Kako pa ti plemenitiš to, kar trenutno zaslužiš in seveda vlagaš za naprej in skrbiš, v končni fazi imaš družino, ne? Treba je razmišljati malo tudi vnaprej, ti si očitno v življenju precej razmišljala vnaprej, kako si na tem področju, kaj investiraš, kaj vlagaš, ti je to kaj blizu? Ja, jaz sem imela zdaj, ko sem rodila s svojim partnerjem prvo prioriteto, da kupva stanovanje, da tudi odplačava kredit in bom rekla, da je bila to trenutno največja investicija in sva ful zadovoljna in sproščena. In imata stanovanje. In imava stanovanje, čudovito, in ne greva ven. Zdaj, in tako da to recimo, pa želela sva si tudi električni avto, tako da bom rekla, da za enkrat v teh 5 letih, odkar imava tudi sinčka, neko stabilnost tudi v smislu materialnih dobrin. Od te točke naprej, pa seveda že majhen prej, pa recimo zame trenutno, ampak se od tebe bi rada še kaj več naučila. Hvala. In zame indeks S&P 500 trenutno predstavlja eno tako dolgoročno investicijo, ki vem, da če bom Ni zdaj... slaba, ti moram reči, ni slaba. Okay. Mislim, ja. Je taka mal na prvo žogo, ni pa slaba, bova tako rekla. Sej to se tudi zavedam, tudi kripto je bil tam nekje mal še vmes, ampak priznam, da nisem pa še toliko izobražena, da bi res tako delovala, da bi rekla sem, da bi bila pa tako opolnomočena. Ampak tako recimo do 40 leta se mi zdi, da imam zelo en fajn čas, kjer tudi verjamem, da bom dobro služila naprej in še bolje, da bom potem s tem kapitalom lahko delovala. Pa sebe vidiš bolj kot konzervativno vlagateljico, ali omenila si kripto, ali bolj, Slovenci smo namreč zelo specifični na splošno. A res? Ja, ali imamo vse na banki, skoraj ne v nogavici, pa pride nek meme coin, so pa vsi ponoreli. Ne? In to pač razlagajo finančniki še starejši od mene, da tudi ko so bile te igre catch the cash in podobne piramidne sheme, so Slovenci zelo padali. Mi zelo padamo tipa loto, ne? Torej 1 proti milijon, ali pa ne, tole moram imeti doma pod pojclo. Nismo nekako telih umestnih kategorij vseh nekako ponotranili, zdaj se sicer to z leti spreminja, v katero kategorijo ti bolj pašeš, ker vseeno mogoče tudi športniki bi bili mogoče lahko malo pripravljeni tvegati, hkrati pa se zavedali tudi vseh tveganj in minusov, ker vsakeč znova preberem nek članek, da je nekdo nekomu obljubil zagotovljen 1000% donos. To je nemogoče, to na tem svetu ne obstaja zagotovljen. Lahko imaš srečo, 1 spet na milijon, ampak zagotovljenega pa ne. Jaz verjamem, da športniki, če vam trener reče, boš olimpijski prvak, ni tako zelo ziher, da boš. Predvsem boš pa do tja mogel ogromno narediti. Ja, na to ne palimo definitivno. Torej si bolj racionalen vlagatelj. Ja, recimo, ja. Jaz se zavedam teh vzorcev, da je to sef, da so to štumfi, da je to nek skrit, da je to Če je zlato v sefu, kotički, ali pa kakšna huda umetnina, ki ful raste vrednost. Pol ni tako slabo. Ja, sej se strinjam. Poznam pa, seveda sem 6 let živela v Ameriki, celo življenje v tujini, sem v stiku z mednarodnim okoljem in se zavedam, koliko so tam. Ja, pa sploh ne vem, kaj je ta beseda, a je to samozavest, a je to zaupanje, a je to to vedenje, da na banki ne sme sedeti. Drugače vzgojeni, a ne? Ja, in res znajo vlagati, znajo razmišljati. Tudi če imajo 500 evrov, znajo nekaj iz tega narediti. Če dava športno prispodobo, kaj bi rekla, da je vlaganje oziroma investiranje šprint ali maraton? Ja. A je delfin ali je ali prsno? 50 metrov, ali 50. Ja, definitivno maraton. Se pa, bom rekla, jaz sem rada tudi izobražena na drugih področjih, rada gledam podcaste, malo ozaveščam, kakšna je možna prihodnost
za nas, zame, zate, ki bomo še dolgo živi. In tudi ni nujno, da zdaj trenutno vemo, kakšna bo izgledala ta naša finančna prihodnost, glede na vso tehnologijo, ki prihaja. Tako da, bom rekla, v kaj investirati, a je to zemlja, so to hiše, so stanovanja ali v vrtove. Stanovanja pa zemlja je še ena stvar, ki Slovenci zelo radi vlagajo. A radi? Ja, ekstremno. Daj mi povej, recimo, mali vlagatelji delajo eno veliko napako in sicer vedno kupujejo na vrhuncu in prodajajo na dnu, ker jih pač panika zagrabi in vse pada in takrat proda. Dejva en čist psihološki nasvet nekomu, ki ima, ne vem, par delnic, pa mogoče kakšen kripto, pa kakšen ETF, podobno, pa vidi, pač pridejo taki časi, pride zdaj bolj kakšen dan, max teden, ker so pač cikli tako hitri, ampak recimo, da pride obdobje, ko pogledaš svoje trgovalne račune in je vse samo rdeč. Kaj naj takrat človek naredi? Lahko jaz povem, kaj jaz delam. No, jaz ne gledam. To je tudi ena možnost. Jaz poznam ljudi, ki sigurno 20krat na dan to pogledajo vse. Zame to predstavlja prevelik stres. Jaz sem rekla, zame je ta oseba denar tako zaupanja vreden, da ta dan, ko je šlo vse dol, pa mogoče cel teden, pa mesec, je ubarvano rdečo, ampak jaz verjamem, da bo spet šlo nazaj gor. Jaz res čutim to varnost. Jaz nisem tudi, bom rekla, toliko odvisna samo od tega, tako da zame je to neka investicija, ki si rečem, je, kar je, dokler sem bila tudi pripravljena investirati, karkoli bo. Ne gre se za življenje in smrt, saj v mojem primeru ne, in rajš pustim in zaupam, da če pa čez 2 meseca pogledam, bo pa trend mogoče šel spet bolj nagor. Sploh takrat, ko gledaš, prosim zadihaj in vedi, globok vdih in izdih, da je to samo trenutna situacija. Danes trenutek, eden trenutek. Znotraj mogoče, ko ti gledaš vizijo za 20-30 let naprej. To je en dan. In hitro se to spreminja in zaupaj, da si še vsem prav vložil. Če ne pa, predvsem to se vedno svetuje, kot pa bodi dolgoročni vlagatelj, imej dovolj časa, da se trend pobere in obrne. Ne gledati vsak dan, nisi trader, si vlagatelj, to sta 2 zelo različni stvari. Vidiš, evo, ja. In predvsem pa tudi razprši in ne vlagati tistega, česar nimaš. Predvsem pa se ne zadolževati za slučajno kakšno vlaganje. To pač vedno, tako kot si rekla, daš tisto, kar lahko pogrešiš, če bo šlo gor, super, če pa slučajno ne, pa tudi ne bo konc sveta. Tako da, zdaj, ko smo v novem letu, ti veliko delaš z ljudmi, z njihovimi cilji, z vizualizacijo, z manifestacijo, kako naj si ljudje postavijo v novem letu cilje, finančne, poslovne, zdravstvene, torej nekaj, ne vem, fitness in podobno, gibanje, prehrana, da se jih bojo dejansko držali. Ker običajno vsak reče, s 1. januarjem bom pa nehal kaditi, vsak dan bom hodil na fitness, imel bom boljšo poslovno idejo in začel bom še nekaj dodatnega delati, ne vem, bolj bom srečen, ne bom se jezil v glavnem. In potem smo 2. januarja in je padel tako rekoč vse. Kako si postaviti cilje, da jih boš držal vsaj do konca januarja, če jih boš pa do konca poletja, toliko boljš, če boš pa do konca leta še boljš in jih nadgradil in pel v naslednjo leto. Najprej je pomembno, da človek začne zelo simpel. Jaz bi rekla, ne več kot 3 cilji. Zdaj lahko si razdeliš na kategorije, pa je lahko to finančno, poslovno ali pa, bom rekla, družinsko tudi, tudi kdaj, odnosi doma, pa zdravje, fitness, in potem seveda, tako, jaz bi rekla, zelo, zelo pomembno je, zakaj ti to delaš. A zato, ker ti je en rekel, da bi bilo fajn, da shujšaš? A zato, ker te en teži, da nehaš kaditi? A zato, ker en ti reče, ti imaš ful več potenciala od tega, kar zdaj trenutno kažeš, zate bi bile večje ideje, večje finančno obilje.
če človek res nima te globoke želje. Torej, moraš delati zase. Zase, absolutno zase, globoka notranja motivacija in želja, jaz se cenim, jaz se spoštujem, jaz se imam rada in zaslužim si boljših odnosov, več obilja, zdravja. Jaz si to zaslužim in jaz si to bom omogočila, seveda na kakšen način, zdaj fitness, ok. Pa dej začni najprej s tem, da namesto vsake une čokoladice po kosilu, ne vem, popiješ 3 požirke vode. Pa rečeš, ni nujno, da takoj po kosilu jem to čokolado, tudi ne bom jo kuhala, ne bo v hladilniku, popila bom, ne vem, kavico, brez piškota in te čokoladice. Že to je začetek. Zdaj vsi mislimo, mi bomo šli na gore, na Triglav, 10-krat na teden v fitness. Torej, druga stvar, mali cilji. Mali cilji, nujno. Mali cilji, da razdelaš v svojem urniku, kako to izgleda, kako se boš tega lotil, a so to številke, a so to neke meritve. Res je pa treba delati v rikverc nazaj, kako izgledajo te koraki, da bom poj si omogočil boljši odnos. Ali pa, karkoli ta cilj je. Naslednja stvar. Prosim lepo, če takrat, ko mogoče kakšen dan ne gre v dobro smer in jaz se počutim utrujeno in nisem za ta trening, ki sem si ga določila, si pa tudi malo zadihaj sočutja, nisi šel zdaj 100 korakov nazaj, to nič ne pomeni, da se jutri ne moreš vrniti nazaj na to pot. Večina ljudi reče, vidiš, danes nisem šla na trening. In je konc. Konc brez veze, vse je padalo v vodo. Lena sem, pa so še te prepričanja, kdo je sem, lena sem. In tako, malo sočutja. Mogoče ta zadnja stvar, pa res, da še preden se lotiš samega cilja, v smislu, to bom jaz dosegla, raj se vprašaj, kdo jaz rabim postati, da bo ta cilj, da bo ti rezultati prišli sami od sebe. Jaz recimo sem se odločila, jaz bom olimpika. Ne, jaz grem na olimpijado. Zakaj jaz bom olimpika? En dan, takrat, ko sem bila še majhna, jaz bom en dan olimpika. In kako izgleda zdaj biti olimpijski? Kakšen je to red in disciplina, koliko je to raztezanja, ogrevanja, pisanja dnevnikov, vizualizacij, meditacij, kaj vse dela olimpijec? Da jaz res ponotranjim identiteto tega človeka, ki bo en dan tam. Ne samo, da vidiš medaljo, ampak se zavedaš tudi vseh korakov, ki vodijo do tja. Absolutno, pa kdo jaz sem v tem procesu. In jaz enkrat, ko ustvarim to svojo identiteto, prav ustvarim jo. Ne čakam, da se mi bo ljubilo. Ne, jaz sem olimpijska športnica in ona ostane zjutraj 4:40. Ne, da premleva v glavi, danes ne. Ne, olimpijski športnik ostane. Pojav se na treningu, oddela najboljše, kar lahko. Ne vem, če je to maraton, če je v letu 2026 pretekel maraton. Ne, na maraton se bom prijavila, pretekla bom maraton. Jaz postajam v letu 2026 maratonska tekačica. In kako se obnaša maratonska tekačica? Kakšen urnik? Trenira. Tako, skrbi zase. Ne, en dan, ko se ji ne da, pač ne neha. Tako, ja. Postavlja si vsakič malo višje cilje. Bravo. Sprašuje ljudi za pomoč, kako je lahko še boljša. Uči se, raziskuje. In prej, ko ti ponotraniš tisto, kar boš en dan, tisto, kar si želiš en dan imeti, ti raj razmišljaš o tem, kdo ti rabiš postati, da boš to en dan imel. In če tukaj ljudje začnejo, v teh korakih, res ta notranji globok zakaj, potem čist mehni koraki, kako to izgleda iz dneva v dan, kam bom to navado upeljala noter. 3. korak sva rekle, da saj en dan, ko ne gre lih tako, malo odpuščaš. 4. korak, prav ustvarjaš osebnost, identiteto človeka. Kdo jaz hočem biti za to, da si ta rezultat omogočam? Jaz vam povem, v letu 2026 bo veliko več stvari izvedljivih. Tvoja glavna želja za 2026? Tako, kot sem rekla, sem na veliki prelomnici in tako, kot sem poslovala do danes,
ne bom več. Od tukaj naprej imam nove projekte, več online kontenta, zato da bom lahko delila svoje znanje s širšo publiko. Delala bom na projektih, ki jih jaz res hočem delati, in to je večinoma v svetu vrhunskega športa in performanca. Ustvarjam program za trenerje, da bojo oni imeli dostop do več psiholoških veščin za mlade, in stopam v kontakt tudi z Mednarodnim olimpijskim komitejem, da dvignemo nivo psihološke pripravljenosti na višji nivo. Ali pa saj na tak nivo, kjer si vsak mlad športnik zasluži imeti tudi psihološka orodja. Tako da ostajam v Sloveniji, širim malo svoje veje, spet nazaj v tujino, ampak definitivno samo delam na projektih. Športniki, s performerji, s trenerji, ja, grem nazaj v tiste svoje primarne vode. Sara, najlepša hvala, seveda uspešno, plodno, zadovoljujoče leto 26. Hvala, da si to delila z nami. Jaz verjamem, da bojo zato vsi ljudje lažje cilje postavili, ki jim bojo dejansko sledili in bojo nekaj časa trajali. Če pa ima kakšno težavo, pa seveda te vedno lahko piše, oziroma lahko imaš, sploh če je performer, kakšen tak ali drugačen, tako da vseeno. Hvala tudi vam, dragi gledalci in drage gledalke. Upam, da ste dobro vstopili v to novo leto. Vedno seveda vsi upamo, da bo novo leto boljše, ampak dajmo reči, da leto 2026 bo res boljše. Pozdrav od investitorke v Pradi in Katarine Matečič.